Burrito za $20 je sprožil pogovor po vsej Ameriki o cenovni dostopnosti. Vidite, da živimo v enem najboljših obdobij v človeški zgodovini, ko si lahko privoščimo razkošje in udobje, vendar hkrati stvari postajajo vedno dražje in dražje. In veliko ljudi je zaradi tega resnično nezadovoljnih. In če mislite, da to ne bo ena glavnih tem na prihajajočih volitvah, se motite. Cenovna dostopnost je izjemno pomembna in ko vedno več ljudi čuti, da si ne morejo privoščiti osnovnih stvari, kot je burrito za $20, to bo nekaj, s čimer se bodo morali politiki ukvarjati. Ampak kaj se je pravzaprav zgodilo? Kaj je škandal z burritom za $20 in zakaj je tako pomemben in zakaj ponovno povzroča velik razkol v konzervativnem gibanju? Mislim, poskusimo ga. In kako smo ta teden prišli do tega popolnoma absurdnega pogovora? No, prišli smo sam zato, ker je, kot si omenil v uvodu, Andrew Colbert iz Turning Point USA omenil, da mu je neki študent domnevno rekel, da ni v redu, da burrito stane $20, ker, veš kaj, res je. Če bi bilo res, se strinjam, ne bi bilo v redu. In potem se je zgodilo to, da je Joel, ki je tukaj z nami, Gordon, in veš, mislim, da ga je ustavil z argumentom, da si lahko sam skuhaš, kaj ne? In si pripravil za $20 za celo, koliko, 6 si rekel? 6 otrok, ja, vsak lahko to naredi, kaj ne? Veš, mislim, da se morajo ljudje malo sprostiti, malo umiriti. V redu, v bistvu se je pogovor začel, ker je Andrej Kulvet govoril o tem, kako je življenje v Ameriki postalo tako drago in da so buriti za $20 nora cena. In potem je Joel Berry, ki je producent oddaje Jerry B. Boring Show, je odgovoril nekako tako. Glej, za $20 sem nahranil celo svojo družino. Kuhali smo doma, niti treba vedno jesti zunaj. Stvari res postajajo dražje, ampak doma lahko še vedno ješ po normalni ceni. In to je vprašanje, ki si ga veliko ljudi zastavlja. Je to res? Malo o tej stvari, veš. Dejstvo, da je podpredsednik Marka Markija označil za debelega zaradi nestrinjanja o mnenju, je res noro. Mogoče bi morala oba skupaj pojesti burito. Mislim, da je podpredsednik rekel nekaj v smislu, to je človek, ki še nikoli ni izpustil burita ali nekaj podobnega. Kar, veš, kot nekdo, ki je v življenju pojedel kakšen burito ali dva, razumem. Sem velik oboževalec čipotla, pravzaprav. Tako da sem zelo dobro seznanjen s cenami buritov in inflacijo cen buritov, ki je pravzaprav zelo visoka. Mislim, da je pravi izraz buritoflacija. Nočem te popravljati, ampak če iščemo politične izraze, mislim, da je buritoflacija pravi izraz. David, ali je hrana v tej državi predraga? Nekatera hrana je predraga. Mislim, da smo med covidom in potem pandemijo ter slabimi politikami, ki so povzročile inflacijo, doživeli nekaj, kar bi se tako ali tako zgodilo. Ko zapreš gospodarstvo in ga nato ponovno odpreš, se pregreje. Imeli smo, okoli 30% inflacije. Ali nekaj takega, mislim, da je bilo tako. Ampak v zadnjih 2 letih sem to preveril. Veš, ni tako slabo. Mislim, da je bilo okoli 2,5 in 2,9 v zadnjih 2 letih. Za hrano, ki jo kupaš v trgovini. Če pa greš ven jest, je okoli 3,7, 3,9. Tako da še vedno nimamo časovnega stroja. Ne moremo se vrniti nazaj in spremeniti politik Joeja Bidena. Inflacija se ne bo več vrnila na tisto, kar je bila. Ampak mislim, da moramo biti zavedni, da ni tako hudo, kot ljudi mislijo, da je. Veš, oni to občutijo. Ampak mislim, da občutijo nekakšen zamik, občutijo zamaknjene učinke tega, kar se je zgodilo med pandemijo, večinoma. Mislim, včasih, kot pri govedini, so bili še drugi problemi. Obstajajo še druge vrste hrane, kjer se zgodi nekaj v gospodarstvu, o čemer so prej govorila, ampak mislim, da je bila suša in so še drugi razlogi, zakaj je na primer govedina draga. Torej, vidiš, tukaj imam malo težavo s tem, ker je razprava o tem, ali se to res dogaja ali ne, pomembna razprava. In ja, razumeti, da imajo veliki politični dogodki vpliv na cene, je nekaj, kar veliko ljudi težko razume. In pandemija zagotovo bodo dolgoročni učinki tega. Ampak hkrati ljudje se resnično finančno borijo. Vem, koliko stane iti po nakupih, ampak cene so pretirane. In večina ljudi ne zasluži toliko, da bi si lahko privoščili dobro prehrano, vsaj če že ne samo popolnoma nezdravo hrano. In tako poskušati trditi, da se to v resnici ne dogaja, čeprav je to morda tehnično pravilno, ne odgovori na vprašanje, zakaj skoraj vsi občutijo, kako močno rastejo cene. Zakaj to vsi doživljajo, če se to ne dogaja? Zaradi tega, kar se je zgodilo med pandemijo, prav, kaj pa potem počnemo, da bi to zajezili? Zelo težko je mladim razlagati abstraktne teorije in jim govoriti, da nimajo težav. Potrebujem vso svojo voljo, da ne zamahnem s pestjo in ne rečem, v mojih časih, veste, ja. Ampak resnica je, da imajo mladi vedno težave, ker so stvari zanje vedno drage, saj zaslužijo manj kot večina ljudi. Ampak rad bi samo povedal, da sem videl anketo, kjer generacija Z večkrat hodi ven jest kot boomeri, ki imajo veliko več denarja kot oni. Ker imamo zdaj na voljo Uber Eats in stvari, ki prej niso bile na voljo. Ja, ampak to doda veliko stroškov. Ko to naredijo moji otroci, me skoraj raznese. Kot da doda 10, 15, $20 k obroku. In to je zanimiva točka. Morda hrana ni postala dražja, le naša lenoba in navade so se poslabšale. In zato verjamemo, da si zaslužimo jesti zunaj. Spomnim se, ko sem odraščala, je bilo jesti zunaj nekaj posebnega. Danes pa lahko dejansko ješ zunaj vsak dan. In res je, če uporabljaš katero od aplikacij, ali če greš v katero od lepših, dražjih restauracij,
kar je bilo spet nekaj, kar je veljalo za nekaj posebnega. Zapravila boš veliko več denarja, kot je potrebno, v primerjavi s tem, če bi se naučila kupovati in kuhati doma, tako kot so to počeli naši starši in kot smo odraščali mi. In mislim, da je to pomembna točka. Veliko ima opraviti s tem, da so ljudje revnejši, ampak imajo več stika z bogatimi ljudmi. Zato se počutijo, kot da so revnejši, kot bi morali biti, še posebej mladi. Mladi nikoli niso imeli denarja. Večina ljudi, ki je šla na fakulteto, je imela službo med študijem, kaj ne? Razen, če so prihajali iz premožnih družin. Mladi ljudje naj ne bi bili premožni, ker so ves dan v šoli. Ves dan se izobražujejo in imajo žepnino od staršev, če imajo srečo, ali pa delajo, veš, kot barista ali v avtopralnici. To je tisto, kar so mladi počeli. Ampak z družbenimi omrežji in z izpostavljenostjo ljudem, ki zaslužijo veliko več denarja, ter z normalizacijo tega, da imajo starejši več denarja, ker so ga zaslužili, in življenjskim slogom, na katerega so se mladi navadili in ga sprejeli, ima smisel, da so ljudje zaradi tega frustrirani, ampak je bolj vprašanje občutka upravičenosti, kot pa tega, kaj se dejansko dogaja. Kar zadeva inflacijo, ki jo v veliki meri povzroča COVID. Vedno rad popravim in rečem, da COVID ni povzročil nobenega od naših problemov. Vladni odziv na COVID je povzročil vse naše probleme. Ampak zagotovo, veste, rekli smo v tej oddaji in še vedno trdim, da je vladni odziv na COVID odločilen politični dogodek našega časa. Presega 11. september. Z nami bo do konca naših življenj. To je eden najhujših posegov oblasti v zgodovini, verjetno kar sveta, glede na to, da so vsi sodelovali v tej norosti. Mislim, da je bilo v nekaterih krajih še huje. Na Kitajskem so te lahko fizično pribili v hišo. Mislim, da je to tudi zanimivo, ker smo v času, ko smo tako navajeni hitrih odzivov na stvari in ko se novice vrtijo tako zelo hitro. Zelo lahko pozabimo, da smo pred samo 5 leti kot družba, kot ljudje doživeli tako neverjetno travmatičen dogodek. In to ima dolgoročne posledice v času, ko ne razmišljamo o dolgoročnih posledicah. Tako je, rečeš si kaj? Kaj misliš s tem? Saj se dogaja zdaj. Ne. Stvari imajo dolgoročen vpliv. Če si otrok in doživiš travmo, bo to vplivalo na tvoje odraslo življenje. Stvari delujejo tako, da dogodki iz preteklosti vplivajo na prihodnost. Ampak živimo v času, ko razmišljamo samo v sedanjosti in na to pozabljamo. To je izjemno globalno moteč dogodek. Za to generacijo, o kateri večinoma govorimo, generacijo Z, lahko rečete, da ne bi smeli uporabljati Uber Eats. In seveda lahko rečemo, da je bila v naših časih hrana predstavljala večji delež povprečnega dohodka in imeli smo manj možnosti, slabše možnosti. Hrana je dobesedno imela slabši okus, ko smo bili otroci. Čeprav smo včasih še vedno nostalgični za njo, imeli smo veliko manj možnosti. In večina izmed nas je odraščala ob tem, da smo jedli, še posebej, ko smo stopili v odraslost in naredili tisti neravni korak navzdol, od bradinje svojih staršev k nekakšni realnosti svojega lastnega položaja. Veš, veliko nas je v svojih 20-ih jedlo zelo, zelo skromno, preden smo našli svojo pot in začeli ven zaslužiti. In vendar, ti otroci niso začeli uporabljati Uber Eats, ker je priročno. Začeli so uporabljati Uber Eats, ker jim je vlada rekla, da ne smejo zapustiti hiše, da bi jedli. In tako tudi v tem čutimo globoke in trajne posledice trenutka covida. Lahko je reči, da preveč zapravljajo, da so preveč atomizirani, da so postali preveč individualistični zaradi vse prisotnosti družbenih omrežij. Dokler se ne spomnite, da smo jih v nekaterih primerih v demokratsko vodenih mestih dobesedno priklenili na njihove računalnike in telefone za 2 ali več let. Ker je to vse, hej. Dobrodošla nazaj. Prav, torej vprašanje pričakovanj velik del tega. Da, se zgodijo veliki dogodki, ki imajo določene posledice. In vsi moramo razumeti, da so posledice. Mlajša generacija bo doživela posledice tega, kar se je zgodilo s covidom, kaj se dogaja s konflikti, kaj se dogaja s socialnimi mediji, da smo preprosto normalizirali, da imajo mlajši otroci dostop do tehnologije kadarkoli in kakorkoli. Ker smo odrasli zasvojeni s tem in ne vemo, kaj storiti. Vse te stvari bodo imele posledice in del teh posledic je, da bodo imeli otroci večja pričakovanja do sebe in bodo bolj nezadovoljni. Mislim, vsi vemo, da je skrivnost nesreče v tem, da se primerjaš z drugimi. Če želiš življenje preživeti v primerjanju, se boš vedno počutila, kot da nisi dovolj dobra. In to je celoten internet, to je igra primerjanja. In če postaviš mlade ljudi, ki se še niso popolnoma razvili in še nimajo veliko denarja, ter jih nenehno primerjajo z ljudmi, ki imajo več kot oni, se bodo ves čas počutili nesrečne, upravičene in bodo pričakovali več. In čeprav se je kakovost hrane morda izboljšala, ali je dostopnost do hrane boljša kot nekoč in vse to drži, je skoraj to pričakovanje je pri mladih težko znižati. In mislim, da moramo kot starejša družba, čeprav ne vem, če sem res že starejša, ampak del nas mora spoznati in priznati, da imajo dejanja posledice. In ne moramo se samo jeziti, ker se generacija Z pritožuje nad življenjem, ki jim je bilo postreženo na srebrnem ali zlatem pladnju, oziroma zlate lisice. Ampak namesto tega moramo razumeti, da se s tem spopadajo in ugotoviti, kaj lahko kot družba naredimo, da to popravimo. Hvala za vašo pozornost, gospa Mata.